Seveda, gospod Cvikl ne želi biti zaslišan, ker se zaveda dejstev, ki so zanj obremenjujoča. Zato poslanska skupina Socialnih demokratov ne bo predlagala nadomestnega člana, ki bi postal predsednik te preiskovalne komisije. Socialni demokrati s svojimi dejanji pravzaprav onemogočajo delo preiskovalne komisije in si ne želijo končnega poročila, ki bi se ob upoštevanju pričanja gospoda Bavčarja in zaslišanja gospoda Cvikla bistveno razlikovalo od danes predstavljenih spoznanj poslanke in dveh poslancev. Zato v Slovenski demokratski stranki z tega mesta pozivamo socialne demokrate, da predlagajo novega člana v preiskovalno komisijo in s tem omogočijo pripravo končnega poročila, ki bo temeljil na dejanskih ugotovitvah in ne bo plod konstrukta gospoda Milana Martina Cvikla. Hvala lepa. Vsem lep pozdrav tudi z moje strani, mogoče samo še nekaj besed o tem zaključku. Lahko samo malo lahko stopite prosim na sredino. Hvala lepa. Tako je v redu. Kaj nam govori ta besednjak, ki ga spremljamo praktično pri vseh tistih zadevah, glede katerih se želi v javnosti vzbojati dvom o tem, ali je nekaj res ali ne. Besednjak, ki govori, ne moremo niti potrditi, niti ovreči suma. Govori nam, da gre za politikanstvo in ne za to, čemu je bila preiskovalna komisija namenjena. Kajti ravno temu je bila preiskovalna komisija namenjena, da potrdi ali povrže sum. Vse ni bila namenjena temu, kar je počela zadnje leto, da zganja medijski šov z raznimi zaslišanji in spušča v javnost vsake toliko časa neko bombico iztrgano iz konteksta, za katero se kasneje ugotovi, da ni resnična, kot je bil to primer s temi garancijami, ki so se en mesec raziskovale, ali 20 plus 10 plus 30 je 60 ali ni. In temu, čemu smo sedaj priča, je zelo slabo. Slabo je za parlamentarno demokracijo, slabo je za signale, ki jih tak način spušča v javnost, ker je postopek, ki so ga obrali člani komisije iz strani opozicije, v nasprotju z veljavno zakonodajo. Tega zakonodaja ne predvideva in naš namen je, da bi se tej preiskavi prišlo do zaključka tako, da se državnemu zboru posredujejo ugotovitve, kot jih je danes posredovala komisija, ki sem jo vodil sam. Ugotovitve, v katerih zelo jasno piše tisto, kaj je bilo na podlagi preiskave ugotovljeno. In nobenega dvoma o tem, ali da ali ne. In v naši stranki smo pripravljeni sedeti na koliko je potrebno izrednih sejah državnega zbora, da do tega končnega poročila komisije, ki jo je vodil Milan Martin Cvikl, pride. Vendar pa so na potezi Socialni demokrati, če so spoštovali zakonodajo, so bili sprejemani sklepi z njihove strani s 3 od 7, potem upam, da jo bodo spoštovali tudi v tem primeru. Daleč od tega, kar je bilo očitano, da bi želeli, da do končnega poročila ne pride. V Slovenski demokratski stranki tudi želimo, da bi policijska in tožilska preiskava, ki jo vodijo naši preiskovalci skupaj s Safinskimi, dala rezultate čim prej. Na vsak način pa si želimo, da bi se to zgodilo pred jesenjo. Menimo, da je to v interesu vseh. Hvala lepa. Hvala lepa.